To je ura za mesto v tem studiu, naš župan, gospod Aleksandar Saša Arsenovič. Gospod župan, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobre volje danes, z biciklom spet kot vedno, ne? Ja, sonček je, pa se daje. Ja, je lepše. Seveda, preden greva prav med vprašanja naših poslušalk in poslušalcev, je zagotovo najbolj sveže ta trenutek, na nek način bi lahko rekli, tržnica je spet naša. Ja. Projekt, ki je končno zdaj realiziran, 2019 sem v bistvu upal, da bomo sodelavci uspeli vse to narediti, kar je zanarejeno okrog Lenta, Sodni stolp, Namestni, Vojašniški trg, glavni trg, vsi historični prehodi, pravzaprav vse okrog tržnice. In zato smo skušali iti na kup. Cena takrat sva bila izjemno ugodna. 4 leta je sicer žal minilo, ampak sedaj bomo imeli res mestno veliko, skoraj 270 parkirišč, garažno hišo. Cene gre zelo navzdol, iz 2 evra na 1,30 €, mesečni najem iz 95 na 60-70. Za branjevce smo poskrbeli 40 € na mesec, da bodo lahko, prej smo razgubljali čas in denar naokrog. In seveda bi želeli, da bi se dogajanje, ki se zdaj premika v mestu zelo proti Lentu, da bi in obiskovalci in občani lahko parkirali tam tudi zvečer, zato smo dali večerno parkiranje samo 50 centov na uro. V garažni hiši. 18 ure naprej, torej toča, dež, vedno si na varni strani v naši garažni hiši, ki bo postala bolj prijazna tudi za mamice z vozički, za invalide, in upam, da smo uspeli spomeniškim dovoliti, da z dvigalom, ki se sedaj ustavi pri prejšnjem mestnem paviljonu, gremo gor na cvetlično ploščad, v bistvu na Koroško, tako da bo še lažje priti tudi do SNG-ja. Super, tako da to je zagotovo super informacija. Drugače pa Matjaž denimo sprašuje, kdaj bo med križiščem Ljubljanske in Pariške komune ter semaforiziranim križiščem Titova Pariške komune zgrajena asfaltna cestna ovira za umirjanje prometa, kajti pravi, da na dnevni bazi opaža, da je promet na tej relaciji hiter. Torej, po novih smernicah prometnih so te ležeči policaji nekako mimo, tako da moramo to na drugačen način z dvignjenimi križišči reševati, kar pa zahteva več denarja. Upam, da bomo tudi ta del kmalu rešili. Ene stvari se pa na cestah sedaj končno premikajo, tam pripravljeni tabor je narejeno in tako naprej. Ja, okej, dobro. Samo da veste, da pač ljudje to... Razumem, tudi sam osebno me tudi moti ta hitrost in se kar predvsej pobud je že, da bi na enih delih mesta, kjer je to smotrno, uvedli splošnih 30, tam kjer se itak že vozimo počasi, seveda samo zaradi varnosti pešcev, kolesarjev, ki nas je vedno več. Razlika na razdalji 500 metrov, 30 pa 50 pa se meri v sekundah. Ja, je zanemarljiva v bistvu, tako da to je tudi v glavah treba malo spremeniti, se zdi. Poslušalec Sašo je zaskrbljen, da recimo v Malečnik, to je proga številka 10 od Marproma, vozi avtobus, ki morda ni primeren za mestni promet, pravzaprav so to kombiji, ki tudi niso v istih barvah kot so mestni avtobusi. In jih zanima, zakaj v Malečnik pelje kombiji. Po koncu cestnih del Marprom na tej progi več ne uporablja kombija, ampak prevoz glede na potrebe prav z minibusom ali običajnim avtobusom. Da smo tu že na pravi poti. Ok, to že rešeno. Barbara je zapazila pač to dogajanje o parkiriščih pri Mariborski livarni. Pravi, kako je zdaj s tem in ali se zna zgoditi, da bo parkirišče v prihodnje plačljivo. To se bo prej slej sigurno zgodilo. Bo pa treba gledati to v širšem kontekstu, tako sedanje strahov za izgubo delovnih mest. Upam, da bo SDH znal najti pravega strateškega partnera in izkoristil to priložnost umestitve te tovarne pravzaprav v tako rekoč centru mesta, da bo znanje ljudi, ki tam delajo, izkoriščeno. Seveda pa ne delamo razlik med katerimi koli skupinami delavcev, niti ne stanovalcev, ampak pravzaprav počasi urejamo mesta na način, da skušamo, in to nam seveda tudi uspeva, s pomočjo javnega potniškega prometa, M-bajka, kolesarskih stez, spreminjati potovalne navade, torej čim več na železnico in avtobus. Tam je v neposredni bližini in avtobusna postaja in železniška, in upam, da bomo kmalu proti Melju peljali tudi M-bajk. Zelo pomembno pa je, da torej prenova avtobusnih linij, ki gre na mestni svet,
prvo branje mogoče že junija in 2. septembra, da bomo, vkolikor bo mestni svet to sprejel, tudi naš Marprom linijo eno peljali v Melje, tako da bo še lažje priti za zaposlene. In ko bomo to naredili, takrat bomo verjetno uvedli tudi plačljivo parkiranje. Aha, ok. Apropo M-Bike, ko ste omenili, to je tudi vprašanje Ksenije, ki jo sprašuje, kdaj bo prišel M-Bike v Melje? Ne? Vsaj na začetek Melje, recimo tam pri Lidlu ali pa kjerkoli. Točno tako. Torej, M-Bike imamo zdaj približno 30 postaje, 29. Dobra novica je, da bomo do konca junija uspeli s pomočjo McDonald'sa in Triglava, hvala, dopolniti to mrežo, ena na Studencih McDonald's, druga pa naprej že obljubljeni na Vrbanski, tako da se lažje priti do zavoda Antona Martina Slomška in vsem stanovalcem tam bo moč uporabljati to mrežo, ki se navezuje na tisto pri hidromontaži. Daleč smo s pogovori z Savo, ki bi tista postaja bila na vogalu Jadranske in proletarskih brigad. Potem pa so naslednje želje, dogovori potekajo tudi z OTP-jem za dodatno postajo, eno so že sofinancirali na Tezno, kjer ima svoj IT center, ampak do tja moramo priti, in Pobrežje, kjer je zametek narejen pri dvoetažnem mostu pri Dravski promenadi. Tako da jaz upam, da bo letos še v pogovorih smo z mnogimi, da bomo do konca leta še šli proti Melju, Pobrežju in Tezno malo bolj smelo. Okay, skratka, ampak... Je pa to seveda odvisno od gospodarskih subjektov, ki morajo sedaj sodelovati pri tem izjemno uspešnem projektu souporabe koles in s tem pravzaprav zagotavljati svojim zaposlenim možnost priti v službo brez kolesa in da se potem ne ukvarjajo z avtomobili in parkiranjem, tako na nek način znižujejo stroške svojih zaposlenih s tem. In jasno skrbijo za okolje in vsi ti multiplikativni... Tako da hvala vsem sponzorjem, ki se tukaj odločajo za to. Poslušajte Uro za mesto, naš župan, gospod Saša Aleksander Arsenovič je naš gost, nadaljujemo takoj potem. Poslušate Uro za mesto, naš župan, gospod Arsenovič, še vedno v tem studiu. Dobro jutro še enkrat, gospod župan. Dobro jutro vsem. Torej, Boštjan je postavil eno vprašanje povezano z Lentom, ki se približuje. Zanima ga, zakaj ni več hišic s hrano in pijačo na Dravskem nabrežju, ker pravi, da to po njegovem spada k festivalu in ima nek čar, ker ni isto, kot če greš v lokal. Res je, zato smo si zelo prizadevali narediti ta stik z reko. Upam, da bomo še letos dokončali tudi te tako imenovane plaže. Je pa res, da ste verjetno vsi stanovalci opazili, da imamo za frekvenco takšno, kot da je vsak dan festival Lent, ne? In da smo pravzaprav tam, kjer smo si želeli, da bi ljudje ne šli samo točno določeno lokacijo ali v gledališče ali na koncert ali v določen lokal na kosilo, ampak smo začeli vsi skupaj hoditi v mesto, ker je pač lepo in ker se tam srečujemo, in Lent je ena izmed teh točk, ki ima seveda sedaj dobro opažene premalo gostinske ponudbe, sploh v tem delu od Piranje Mačke naprej proti hotelu pri Sodnem stolpu, in zato smo že naredili razpis za food trucke, da se lahko prijavijo zainteresirani pri mestnih nepremičninah. Te bomo seveda subtilno umeščali v prostor, tega ne bo preveč, da ne bo zastiralo pogledov na reko, ker smo ga končno komaj dobili, ampak vsebino seveda tudi kulinarično dodatno potrebujemo. Vrhunsko, torej tudi to na Lentu, jasno, da ta ponudba je zagotovo nekaj, kar bo privabilo. Če dovolite, Lent se vlača na Lent, tam bo sedaj tudi prizorišče, dobili smo nov trg, in to pred hišo najstarejše trte, ki gre v prenovo, mislim, da bo jutri uvedba v delo, tako da upam, da nekje tam do tistih ključnih mariborskih datumov, martinovanja, da bo ta prenova končana in da bomo tudi hišo najstarejše trte, ki je najbolj obiskana točka in s katero se najbolj hvalimo tudi meščani, kadar koga povabimo v mesto, zažarela v novi luči. Ja, se tudi cel tisti zdaj s tem novim trgom, cel ta del, pa to je moje laično in nestrokovno mnenje, pač kak je občutek, je zdaj res vredo. Tako je zadihalo vse skupaj in veliko prostora je. Pridobili smo enkrat prostor, na istem prostoru več prostora, tako da je tam bo oder
umeščen tako, da bo pravzaprav trg kot neki mini amfiteater. Krasno. Krajani mestne četrti Tezno so naslovili vprašanje, in sicer tisti, ki živijo v neposredni bližini podjetja Surovina, ker nekaj smo dobili teh vprašanj, in pravijo, da so že nekajkrat poskusili z svojo inicijativo, kako nameravate urediti torej tovorni promet po ozkih ulicah, kot je Lahova in Volodjeva, ki sta zelo ozki. Na Lahovi naj bi se odpiral tudi zasebni vrtec. Kako bo lahko poskrbljeno za varnost tudi otrok, če tam vozijo številni tovornjaki vsak dan? Razširitev ovinka pri Tiskarni Frančič ter nadalje obstoječi podvoz ledine je izvedena že 10 dni nazaj. Včeraj je bila podpisana odredba za izris horizontalne signalizacije v križišču ter postavitev vertikalne signalizacije. Hkrati bomo s to odredbo uredili tudi prepoved vožnje tovornih vozil na Volodjevi. Surovina in vse subjekti, ki so doslej dostopali s tovornimi vozili preko Volodjeve, bomo z današnjim dnem obvestili o prepovedi tovornega prometa. Prav tako mestno četrt Tezno. Na Volodjeve in na delo lahko do Surovine, torej bo generalno prepovedan promet tovornih vozil z izjemo gospodarskih javnih služb, torej odvoz smeti, snage, vzdrževanje cest in tako naprej. Za izredne potrebe stanovalcev v primeru dostave do individualnih objektov, obnove hiš, starejše fasade, pa bomo na podlagi vloge vsakemu posebej za takrat, ko to potrebuje, izdali dovoljenje, torej na Volodjevi ne bo več tovornega prometa. Aleluja. Tako. In seveda, če smo že tukaj tako blizu tega izziva, je pa bistveno večji izziv, ki ga z državo sedaj dobro rešujemo. Teda hvala tudi vladajoči stranki in vsem poslankam in poslancem, ki se trudijo za to, da bo ta podhod Ledina pravzaprav imenovan projekt, ki bo povezal mimo Bauhausa in Leclerca našo poslovno cono Tezno in zmanjšal število avtomobilov proti mestu, se pravi, delamo povezavo vzhod-zahod boljša. Tudi železniška postaja prije tukaj, se premika iz Tezna sem, tako da bo tudi to za ta bazen zaposlenih tukaj za poslovno cono Tezno bistveno bolje. Ja, ker dejstvo je, da včasih, ko je bila metalna, je bilo logično, da je bila tam železniška postaja, zdaj pa kar ne. To pomeni, da tudi avti ne bodo več ostajali v tistem znamenitem podhodu, kadar dežuje brez zagona. Ja, tisto je kar problem, ker se zafila. Torej, greva naprej z vprašanji. Sicer poslušalka Teja je vprašala glede obnove, da je bila predvidena obnova tudi Kamniška od številke 2 do 22 in Streliška. Streliška je do zdaj že bila obnovljena, Kamniška pa ne. Torej, kdaj nameravate obnoviti tudi Kamniško ulico? Torej, vse meščanke in vsi meščani ste lahko veseli, ko katerokoli ulico obnovimo, ker potem bo prej na vrsti naslednja. Želja je seveda za vsemi. Ja. Kamniška je res v zelo slabem stanju. Ukrep plačljivega parkiranja je obradil sadove. Sedaj ima stanovalci možnost tam parkirati kadarkoli pride domov, prej to ni bilo mogoče. Vinarska je v še slabšem stanju. Tako da jaz upam, da bomo pričeli z deli ali letos ali pa prihodnje leto skladno z planom. Pa še kje. Teja, torej letos ali drugo leto. In smo pri na nek način tudi zimzelenem vprašanju v našem mestu. Franc je vprašal, kaj se dogaja s sežigalnico odpadkov. Zdi se, da je vse nekako potihnilo, veliko je bilo govora o tem, zdaj pa se nič kaj več ne zasledi. Tu moram pohvaliti ministra Kumra in vlado, ki se, kljub temu, da to seveda vedno težka tema, se je tega lotila z novo zakonodajo, javna obravnava je, drugi krog v teku. Treba pa seveda poskrbeti za to, da bo zrak kvečemu bolj čist, da bomo zadostili vsem okoljskim zahtevam. Najprej pa je treba narediti OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena, torej z državo, pravi to skupen projekt, kjer seveda Maribor zaradi svoje velikosti in odjema toplote, tretjina prebivalcev se ogreva na daljinsko ogrevanje, ima možnost in priložnost te smeti, ki bi drugače vozili nekam in plačevali neznano ceno in bi se nam po zraku prav gotovo vrnili, ali bi se pa drugi ceneje greli za našimi smeti, da to priložnost izkoristimo. Upam tudi, da bo država poskrbela za en sofinancerski del in da bo Slovenija šla na pot kot
grejo najbolj razvite države, torej od 10 najbolj želenih mest, kjer si ljudje želijo živeti v Evropi, 7 ima sežigalnico, ki jo potem na različne načine umeščajo, tako da upam, da bomo tukaj to zamujeno priložnost nadoknadili, sploh sedaj, ko je z energenti zaradi vojne problem in okoljski problem pa povzročamo sami. Še enkrat pa pozivam vse, torej moji odpadki, moja skrb, pa bo mesto tudi vsak dan bolj čisto. Ja, to je zanimivo, ko ste rekli tudi ta najbolj priljubljena mesta. Dunaj je sploh na prvem mestu te lestvice že dolgo in oni imajo kar nekaj sežigalnic v bistvu. Ne? Tako da. Ja, pa Kopenhagen, pa pravzaprav bolj, če greš po zemljevidu, bolj so države na severu in zahodu, kjer so bolj razvite, več je sežigalnik, torej sami poskrbijo za svoje odpadke. Ne? Mi pa jih proizvajamo, vozimo pa jih drugam, kar je bilo mogoče nekaj časa fajn, pa se je dobro slišalo, ni moja skrb, zdaj pa vemo, da se nam vrača vse to po rekah, oceanih, zraku in je to, če imamo tehniko in tehnika napreduje vsako leto, verjamem, da bomo izbrali takšno, ki za naše meščane ne bo obremenjujoča. Ok, župan je naš gost v tem studiu Ura za mesto. Nadaljujemo takoj potem. Deveto v tem studiu še vedno naš župan Aleksandar Saša Arsenovič. Gospod župan, še zadnjič danes dobro jutro. Dobro jutro, vedno bolje dober dan. Ja, vedno bolj smo. Mimo grede, pred vrati je Evropsko prvenstvo v nogometu. Ja, od 14.6. na Grajskem trgu v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije, samo Ljubljana in mi spremljamo v živo, vabljeni si v mesto, navijamo za našo reprezentanco, čestitam tudi Matjažu Keku, kaj uspe narediti vedno znova in upam, da bo čim več toliko. Pa še nekaj, 10. upam, da se Dallas uvrsti finale. Bomo mogoče še po noči potem gledali. Potegnili malo, ne? Potegnili. Ja, lepo. Drugače pa moram reči, da je ob Sloveniji, za katero reprezentanco boste še navijali, katero bi radi videli na vrhu, recimo? Zdaj pač samo da. Za intermeco. Sem dolgo živel v Nemčiji, verjetno malo DNK je tam. Da je elf gor pride. Ja, lepo. Ok, nadaljujeva z vprašanji. Edija zanima, kaj se dogaja z južno obvoznico v zadnjih tednih, tam nekaj prekopavajo, ampak... To je dober znak. Ja, ampak da to ne bi bila gradnja ceste, to se sprašuje. Kaj se dogaja? Ne, tam gre zdaj, torej, hvala tudi ministrici Alenki Bratušek, da je ta projekt spravila v projekte v aktivni del. In upam, da bomo tistih 1,5 kilometra, 2, ki jih čakamo že dolgo, pogodba z izvajalcem je podpisana, arheologi morajo narediti svoje, so v teku in potem upam, da končno naredimo še ta manjši del, ki bo za nas Mariborčane seveda velik in da potem gremo naprej z tistim ključnim delom, da se ta južna obvoznica pravzaprav tam tudi pred Hočami zaključi in priključi na avtocesto. Ja, in da bo potem ta ring zdaj še bolj, ne bo v celoti, ne? Ne, manjka še vedno predor pod mestom, torej med Koroškim mostom in Bob stezo, ali pa prej Gigo danes s Lidlom, da bom ta 2 kilometra. Potem ima Maribor tudi ring, kar se ga v bistvu kot drugo največje mesto univerzitetno s kliničnim centrom tudi zasluži za zdravje naših ljudi. Ja, absolutno. In apropo zdravje, še vedno je kar nekaj poslušalk in poslušalcev zaskrbljenih, kako bo zdravstveno postajo Tezno. In zdaj verjetno je bliže, glede na to, da bo Magdalena kmalu odprta, ne? In je res na zunaj lepa stavba, ful. Čestitam vsem arhitektom, stiri in partnerjem, pa tudi vsem, ki smo tukaj sodelovali, da imamo v isti hiši tudi lekarno, ki je z 2 strani dostopna, tudi ko bo naslednja epidemija, enkrat bo moč priti do zdravil, tudi če bo zdravstveni dom zaprt. Parkirišča so 32 za tiste najbolj nujne, ko se bo mudila. In je objekt tudi pravzaprav polepšal celotni predel tega mesta. Sedaj je tam samo še ena packa, ki se reče pekarna. Upam, da tja umestimo stomatologijo in farmacijo, povežemo to ost znanja. In seveda je prav gotovo sedaj prebivalcem Tezna lažje čakati na zdravstveno postajo Tezno, ko vedo, da smo obljubo, kar se Magdalene tiče, izvedli. 5,3 milijone še imamo kvoto, približno 12 milijonov je ocenjena vrednost in upam, da bomo
če bomo dobili izvajalca po najavnem razpisu, še letos podpisali pogodbo z izvajalcem in pričeli z deli, ki bodo trajala 2 leti. Objekt je zelo zanimiv, lep, zelen in tudi ozelenjeno bo vse okrog. Gre pa za 3x večji objekt, kot je ta na Magdaleni. Ta na Magdaleni pa je res tako dobro narejen, da ko smo bili na ogledu, da mislim, da boš vsaj 20% že ozdravel, ko boš stopil v To bi bilo super. zdravniku, ker je čudovit objekt in od znotraj zelen in zunaj vidiš vse. Kdaj se odpre točno? 26. otvoritev, vljudno vabljeni, celo cesto bomo zaprli, zato ker pričakujemo tam veliko ljudi, veliko veselja. Če kdo pozabo, naj si pogleda staro barako sliko. Ja, kako je to bilo, katastrofa. Tako da tu je res velik napredek. Ok, Božo, kot Po strastni... 30 letih prva resna investicija v primarno zdravstvo. Hvala tudi zdravstvenemu domu. Da. In direktorju Završniku odlično sodelujemo in gremo naprej in upam, glede na izjemno težko situacijo kadrovsko, da s temi potezami, ko gradimo boljše delovne pogoje, da tudi na indirekten način ohranjamo naše tukaj, da ne grejo vsi v Avstrijo, v enih delih bližnjih Avstrij delajo samo naši pa Hrvati. Avstrijci so zgledali v Švico. Tako pač je na sever. Migracije. Ok, Božo, kot strastni navijač NK Maribora sprašuje, kdaj bodo mestni redarji nehali pobirati kazni za parkiranje v okolici Ljudskega vrta med tekmo NK Maribora in torej, kdaj se bo to uredilo, normalno parkiranje brez strahu. Zdaj, ena od teh stvari je zagotovo zdaj ta garažna hiša, po novem spet občinska, na Lentu oziroma pri tržnici. Odgovor je nikoli, ker NK Maribor, če daš NK v oklepaj, dobiš Maribor in ne moreš parkirati na zelenici nekomu pred hišo, zato ker si prišel na tekmo, ker verjetno tega tudi ne pričakuješ, da bo nekdo naredil tam, kjer si ti doma. Priložnost je dovolj, mi vedno odpremo parkirišče pri občini, kjer je približno 150 parkirišč gratis, z univerzo sodelujemo, ki na Smetanovi odpre, kadar so tekme, brezplačno parkiranje možno in sedaj bo mogoče parkirati ob nedeljah, to hvala, da ste me spomnili, prav zaradi nogometa, v sobotah po 18. uri in v nedeljo cel dan bo parkiranje 50 centov. Se pravi, 4 ure si na tekmi, če so podaljški pa 11 metrovke in potem te to stane 2 evra veselje, ko Maribor zmaga. No evo, tako da so možnosti in so opcije, pa tudi pa javni potniški promet, pa M-bike, pa peš tudi nič ne škodi. Tako da, so opcije. Gospod župan, mogoče samo še kar nekaj... Ampak upam pa, ker delamo nov OPPN. Da bo sprejet, razvijamo ta celoten projekt, seveda je problem, da ta stadion nima parkirišča, ki bi ga že v osnovi moral imeti, ampak popravljamo stare napake in upam, da bo pod pomožnim stadionom eno ogromno parkirišče, približno 1200 vozil bo lahko tja zapeljalo, v idealnem scenariju iz tega preomenjenega predora, uvoz tja noter direktno, da nekdo ne prije v mesto, pa gre najprej v mesto pa dol. In tam bo tudi predvidena stanovanjska gradnja, vrtci, javni program, da upam, da razvijemo celotno to področje, ki se navezuje na pravzaprav na Lent in na gledališče in na univerze. Ko ste omenili OPN, se že ve približno, kdaj bo to sprejeto? 2 soglasi še manjkata, vode, poplave nam niso pomagale, ker še tisto, kar prej ni bilo poplavno ogroženo, sedaj je kao vse, pa zdaj dokazujemo, da ni tako hudo, ker imamo jezove, pa kontroliran hidroelektrarne in tako naprej. Upam, da bomo še letos dočakali ti 2 manjkajoči soglasi. Z ministrstvom delamo zelo dobro sedaj, MNVP, in potem je še ena 20-letna dolg odkljukan in seveda gremo takoj v pripravo novega OPN, da so nove priložnosti za razvoj mesta, ampak bo potem lažje, ko bo ta sprejet. Gospod župan, hvala lepa za vaš čas, še enkrat več, to je bila še 1 ura za mesto, morda ob koncu še kaj dodali? Vabim na športni vikend 3x3. Tako. Čestitam Snagi za nakup novega vozila, sedaj imamo že 30.000 kvadratnih peš cone in seveda več vidimo in to novo vozilo, ki pravzaprav ščetka, pere, skoraj še lika, prav pride, zato da bo mesto tudi lepo in pozivam vse, da tisto, kar mesto prinesejo,
iz mesta tudi odnesejo, kot pločevinke in plastične, da ne bom jaz vedno imel umazanih rok, ko hodim po mestu. Okay, uspešen dan, gospod župan, veliko uspešnih projektov in se vidimo ponovno junija. Eno stvar še lahko. Izvolite. Včeraj je bila res pomembna na gospodarski strani in bi čestital direktorju Gregorju Majcnu Henkla. Torej Henkel ima več milijard prometa, 40 000 zaposlenih, 34 proizvodnih enot in samo 3, ki dela barve za lase, in največja nova odlični center je v Mariboru in čestitam, da je uspel od tako velikega pomembnega koncerna spraviti investicijo v Maribor, ki bo tu zagotavljal delovna mesta, dodatna delovna mesta ustanavljal, in je to tisti dokaz, da Mariborčani znamo tudi podjetja voditi, in upam, da bo še enkrat SDH uredil, da bomo lahko govorili, da je država rešila en problem, ne takrat kot leta 1991, ko nismo znali celega tama nekomu dati za avtomobilsko industrijo, naprimer, da bo sedaj livarna tukaj ostala in obstala. Gospod župan, hvala še enkrat in lep dan želimo, pa se vidimo na naslednji uri za mesto. Enako.